Hit Radio Center, feel good jutro. 3 minute čez 8, kar vam obljubljam že celo jutro, je, da ob 8 na Hit Radio Center lahko slišite pozdrav popstar zvezd. Tu je Sebastian, tu je Denis iz Game Over in Ana Praznik. Nehajte klepetati, pa reči dobro jutro. Dobro jutro. Jutro, hello. Dobro jutro. Denis mi sprašuje pomembne stvari. Ja, dobro jutro. 10 minut čez 8 je, to je Hit Radio Center. Obljubljam vam že 2 dni eno stvar. In ta stvar v bistvu ni stvar, ampak so 3 ljudje, ki so v bistvu naredili vaše otroštvo, odvisno sicer tega, koliko ste stari, ampak če ste tam nekje toliko kot jaz, pol je to res. Dobro jutro, Denis iz Game Over. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro, Sebastian iz Sebastian. Hello, hello. In dobro jutro, Ana Praznik. Iz Hit Radio Center. Pa tudi malo bipopa, ne? Ej, to je From Memories. Dobro jutro. Popstars zvezde na Hit Radio Center. Ja, dobro jutro, oh my god. Ne, ampak jaz bom rekel vam po moje še 10krat dobro jutro, samo zato, ker pač... Ne veš, kam drugega rekel. Ker otrok v meni nori. To napoved včeraj je bila res genialna in sem rekel, da prvo vprašanje, ki ga bom jaz postavil tebi, je tako, kaj pravi mali Alen zdaj ta trenutek? Mislim, da z eno besedo pravi oh my god! Nekaj tazga. Ej, vi ste zdaj kar koncert imate 27. maj Cvetličarna, a sploh ima še smisel delati reklamo za ta koncert, ker je ne vem, koliko je sploh karče na voljo, a je, še se še da dobiti? Nič, Kart je 137. Jih je še? Ampak imamo Še na voljo. presenečenje, ne? Ker ni samo 27. v tem času se zgodil, ne? Ni samo Cvetličarna, ne? Ampak tudi 28. In sicer v Markovcih. Sekaj še na Štajerskem. Ja, Štajerci se niso danes rekli, lejte, če je 27. v Ljubljani, bo po 28. na Štajerskem, tako se ne gremo. Kot da zaključek je na Štajerskem. Točno, tako so rekli, čujem, bravo, Denis. Ej, kako ste vi skupine, ki ste bili takrat pač top of the top, kako ste se vi spoznali med sabo? A je bil kdo fan od koga drugega, preden ste se spoznali? Kdo je bil prvi slaven? Kako je šlo to? Prvi je bil slaven Sebastian. Iz Sebastian. Nimamo benda. Sebastian je bil prvi slavni in potem smo mi vsi peli njegove pesmi. Edino pravilno, to bi še Šele danes moglo biti tako. potem so prišli Game Over in šele potem so prišli Bepop. Ampak skupno nam je pa to, da smo imeli vsi istega menedžerja, isti management, založbo in tako. Ja. Ljudi, ki so stali za nami in nas usmerjali. Ok, se pravi, ti v bistvu si bila v položaju fenice do recimo Denisa pa Sebastiana, ker ko ste ve postale znane, so oni že bili. Game Over ne, ker oni so v bistvu skoraj da simultano, mičken pred nami so oni prišli iz maternice. Kako je izgledal biti slaven? To je bilo tam okoli leta 2000, mogoče malo čez. Verjetno dosti drugače kot danes. Takrat sicer neki mobiteli so bili, ampak so bili taki, ki še niso imeli kamer. Ja, veš kaj, takrat so bili mobiteli, ki si SMS mogel premikati v levo. In kad je baterija zdržala cel teden, ali pa kad si šel v Postojnsko jamo, so bile še 3 črtice signala. Ja, je bilo drugače. Smo mogli pač telefonske, smo mogli menjati nekaj časa, pol je bilo pa okej, no. Aha, ker ko je pač ušla ven telefonska, je bilo po forumih, takrat so se po forumih so naše, pa kako se pišemo, o moj bog, to je bilo tako. A res je tak cel svet okoli nas vrti v redu, je. Ena od stvari, ki imam jaz v spominu, da se je takrat veliko dogajalo na koncertih, da so vreče pliškotov nosili fani na koncerte in to metal na oder. Pa te pliškote imamo ja še za nekatere strane. Te in na roko napisana pisma, ne boš verjel, tudi to se je takrat pisalo. Veš, spomnim se enkrat mojega rojstnega dne, ne vem, ali 2-1 ali 2-2 je bilo, da je poštar prinesel celo tisto poštarsko vrečo pisem, pozvonil pa je rekel, to je za vas, pa mu ni bilo nič jasno, kaj pri Bogu se dogaja. Ne, to je še verjetno vedel, ampak da pa ima celo vrečo pisem na roko napisati, ta je pa huda, ne. Tada ja, A imaš shranjena ta pisma? Nekaj pa jih še res imam in v naslednjih tednih bom nekaj celo odpiral in bral na Instagramu, da malo vidite, kak se bo dogajalo. Ali se bo kakšno našlo tudi od Alena? To je sedaj vprašanje. Moja sestra Mia, by the way, je imela CD in po moje še vedno zna kakšno koreografijo tudi na pamet, tako da je bilo veliko Sebastiana v naši hiši takrat. In Game Over in Bepop.
Veš kaj, Ja. zdaj, ko nastopamo na raznih teh rojstnih dnevih, pa porokah, pa tako naprej, kot presenečena, ne, ponovadi, vsaj jaz na svojem delu vedno rečem, komu od staršev se moram najbolj opravičiti, da ste toliko poslušali moje pesmi. Res, to je bilo kar pogosto. Ne? Ker otroci so bili čist not in fani in vse, in so bili tako mehni, da sami. Odpelji me, pa naj bo kar hoče, začaraj me. Nič ni nemogoče, skupaj mi dva riševa obzorja, skupaj sanjava. Odpelji me, pa naj bo kar hoče, začaraj me. Nič ni nemogoče, skupaj mi dva riševa obzorja, skupaj sanjava. Ubila si del mene, ne veš kako boli. Tvoje besede v sebi le so le laži. Tebi sem dal ljubezen, delil s teboj vse. Z Bogom odhajam, ker ti varala si me. Ubila si del mene, ne veš kako boli. Tvoje besede v sebi le so le laži. Tebi sem dal ljubezen, delil s teboj vse. Z Bogom odhajam, ker ti varala si me. Come on, Denise, ajde, ajde. Reci, da si za, da bi z mano šla. Vem, da ti srce močneje igra. Reci, da si za, noč je pravljica, midva pa smo v njej začarana. Reci, da si za, da bi z mano šla. Vem, da ti srce močneje igra. Reci, da si za, noč je pravljica, midva pa smo v njej začarana. Začarana.